Drage moje lepotice, živo, dobrodošli na kanalu Evina lepotilnica in v še enem DIY videu. Prejšnji video vam je bil ful všeč, sem brala komentarje in ste res uživali, tako da sem rekla, če se da spet nekaj všpičimo in imam že eno super idejo, ne vem pa še kako bo uspela, ker priznam, da kaj tazga delam prvič. Skratka, iz enega mojega starega modrčka našla sem enega, ki ga ne nosim več, ki mi je sicer dobro služil, ampak trenutno je po predalu. In sem rekla, da ga je škoda kar vršt stran, glede na to, da vem, kako bi ga lahko uporabila. Namreč, da bi iz mojega modrčka naredila en tak seksi, vroč poletni topak. Ideja se mi zdi vrhunska, bom pa videla, kako bo zadeva nastajala, ker kot rečeno, nikoli še nisem tega delala, ampak se veselim. Tako da, gremo zdaj v trgovino po blago, zato sem tudi oblečena, sicer ničkaj poletno, ne, glede na to, da bom delala poletni top. Zunaj je zdaj ful mrzlo piha, mislim, da je okrog 9 stopinj, mene itak ekstra zebe. Tako da, ja, upam, da s tem topkom tudi povemo vesolju in sporočimo, da je čas, da pride lepše vreme. Tako da, ja, kot rečeno, gremo po blago, neko belo, lepo, čipkasto, tako seksi, mogoče kakšne dodatke. Pol šibamo še na en blogerski event, potem pa se vrnemo domov ustvarjati. Tako da, če te zanima, kaj bo nastalo, kako bo nastalo, kakšen topek bo na koncu izpadel, pol, glej naprej! In evo, 4 ure kasneje približno sem nazaj, sem doma. Najprej sem šla torej po blago in dobila tazga res lepega, kot sem si zamislila, v beli barvi čipkast, tako da jaz mislim, da se bo dal kar kaj lepega ustvariti. Pa sem šla na event, zdaj pa torej sem doma, sem se že preoblekla in sem ready za akcijo. Sem tudi že pripravila vse v bistvu pripomočke, ki jih bomo zdaj rabile, se pravi škarje, jasno blago, modrček, lepilo, tako da začniva. Najprej razrežem blago, tako da bom z njim v celoti prekrila modrček. Ni se najbolj gladko rezal, tako da kot vidiš ga malo upogibam, da dobim kar se da ravno odrezano črto. Ko odrežeš blago, še enkrat preveriš, če vse štima oziroma res prekrije vse. Najprej sem mislila, da bom blago prelepila kar z lepilom, ampak ni bilo praktično nobenega efekta, tako da sem hitro zamenjala za šivanko in bil cveren. Šivam pod kostjo, čez kost je šivanko praktično nemogoče spraviti oziroma bi ful časa trajal, pa še to sploh dvomim, da bi bil kakršenkoli efekt, tako da pod kostjo je ful lažje in tudi ful hitrejš. Zašija seveda tudi ob strani, da bo blago čim bolj tako napeto in na koncu bo pač cel topak lepši spadal na tep. Poleg belega čipkastega blaga pa sem vzela tudi srebrne špagice, ki jih bova prišile na naramnice, tudi nalepot, šivati bo treba, da v bistvu prikrijeva, da je šlo za modrček in enostavno, da bo topak še lepši. Za konec pa blago prišijem še na ostal del modrčka. In ga za piko na i okrasim še srebrnim trakom. Te zanima končni rezultat? In 3, 2, 1, tada! Evo, takole izpade, ko dam topak na sebe. Jaz sem ga kombinirala s tole džins jakno pa kavbojkami, da ni preveč golo, a ne? To ni več zame, že tale topak je kar precej razgaljen, ampak crop topi so pač taki. Tako da dajmo malo pokomentirati. Najprej bom začela s slabimi stvarmi. Tukaj ne vleče gor, tako da ja, temu bi se definitivno drugič izogala. Prvič sem delala, se vidi začetniška napaka. Tako da, če bi imela kakšen biserček, bi ga enostavno našila, nalepla in nobene bi vedel. Največji plus tega topka pa je, ker ponavadi jaz, ko imam oblečen top in modrček, je vse skupaj pač preveč, ne stoji dobro. Tukaj pa se izognaš temu, da ne stoji vse tako dobro, kot bi lahko, ker je dejansko top našit na modrček, ne? In to istočasno oblečeš in lepo izpade. Če ste opazili, sem si naredila še čovkar, tako verižico v istem, oziroma iz istega materiala, kot je ta dodatek in kot naramnice. In kombinirala evo z džekijom in torej kavbojkami. Tako da, povej, kako se ti zdi, kako ti je všeč, vesela bom kakšnega lepega komentarja. Lajkam in seveda, če se naročiš na moj kanal za še več DIY projektov. Tako da, lepo se imejte, se gledamo v naslednjem videu.
Ciao!